Takšen bi bil svet brez varovalnega plašča gozda. Gozd pokriva tretjino kopnega. V desetinah milijonov let so gozdne rastline ustvarile tla, ki so podlaga za rast človeške civilizacije. A gozd niso le drevesa. Mikroorganizme, rastline in živali v njem družijo zapletene prehranske verige. To je pestra življenjska združba, ki deluje samooskrbno kot popoln organizem. Zdrav in biotsko pester gozd je shramba vode, skladišče ogljikovega dioksida in tovarna kisika. Človeku daje zdravo bivalno okolje in les, obnovljiv vir energije in vsestransko uporabno snov. Raznolik gozd je nepogrešljiv za življenje planeta, tudi ljudi. Bogata tradicija sonaravnega gospodarjanja v slovenskih gozdovih je dala genetsko pestre populacije pomembnih drevesnih vrst, kakor sta bukev in jelka. Genetska pestrost gozda omogoča, da se drevje različno odzove na spremembe v okolju. Sposobnost prilagajanja je vse bolj pomembna tudi pri sonaravnem gospodarjenju v gozdovih. Slovenska gozdarska znanost in stroka preučujeta možnosti, kako z varstvom genetske raznolikosti gozdov, ki omogoča prilagajanje dreves spremembam, pomagati gozdu v preizkušnjah, ki so jih prinesle podnebne spremembe. Vse pogostejše vremenske ujme uničujejo gozdove in otežujejo njihovo naravno obnovo. Ker želimo imeti in ohranjati pester in trajen gozd, poudarjamo, kako pomembna je rastišču ustrezna izbira dreves za obnovo gozdov. Za prihodnost pa vse bolj tudi poznavanje in spremljanje genetske pestrosti, primerno gozdno mladje, sadnja genetsko pestrih sadik pri obnovi gozdov in spremljanje njihove rasti prek desetletij. Le genetsko pester gozd se bo lahko prilagajal spremenljivemu okolju in ohranil svojo vlogo v biosferi planeta.